Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Asfalt na igrišču je začel zob časa in zato je bila potrebna obnova in na občini so se odločili, da to naredijo prav v letošnjem letu. Ja, tako je, res kar nekaj časa smo že gledali asfalt in malo strahom, da se ne bi zgodila kakšna poškodba, ker se je začel gubati, pokati. Nekaj ga se je poškodoval tudi takrat, ko smo delali 2004 novo telovadnico, tako da, tako kot ste rekla, zob časa ga je načel in čas je bil za novo prevleko asfaltno. No, in čudovit dan vas je pričakal na tej otvoritvi, otroci namesto v razredu tukaj na igrišču. Ja, gledajte, na naši šoli je takole, ob 11. imamo daljši odmor, ki mu rečemo pavza. In učenci med pavzo res pridejo na igrišče ven. Sploh v času korone smo se zavzemali za to, da so vsi otroci od 11 do 15:11 šli ven. In to igrišče bodo uporabljali seveda tudi v času pouka, ampak v času pavze pa prav res vsak dan, če le ne bo preveč slabo vreme. Kot je bilo videti veselje tudi med samimi učenci, ne samo med učitelji. Ja, res je. Učenci so veseli tega igrišča, tudi rolerji, vrtec bo večkrat koristil te površine, kolesarji za trening poligona, sploh pa športniki, košarkarji, vsi, no, res vsi učenci od 1. do 9. razreda. 261 je v letošnjem letu učencev na osnovni šoli Gorje. Vsi bodo prišli na to igrišče. Živžava ne bo manjkalo. Ne, res je, ne bo manjkalo. Ponovno otvoritev tokrat igrišča pred osnovno šolo v Gorjah. Torej, v letošnjem letu je prišlo v plan, da prenovimo športno večnamensko igrišče ob sami telovadnici in osnovni šoli Gorje. Gre za 620 kvadratnih metrov urejenih površin. Torej, na teh površinah smo uredili asfaltno prevleko in pa na novo postavili vse elemente, koše in pa sami manjši goli za mali nogomet pa bodo še postavljeni kot premični elementi v tem športno-rekreacijskem centru. Vse to ste financirali iz proračuna? Vse to je bilo proračunski izdatek občine Gorje. Šlo je za nekaj več kot 36 000 evrov v kompletu. No, poleg tega smo poskrbeli za tudi najmlajše, ki so v varstvu ob šoli, za nova otroška igrala. Še prej pa smo seveda v tem mandatu zgradili tudi parkirišče s 33 parkirnimi mesti, plus 2 za invalide in pa za parkiranje nižje stopnje za dovoz otrok v šolo. Zgradili smo tudi 3 dodatne učilnice in pa prekrili kompletno stavbo šole, torej z novo streho, tako da je bilo v tem mandatu skupno nekaj čez 950 000 evrov vseh sredstev vloženih v samo osnovno šolo. Hvala lepa. Hvala tudi vam.